Krasnasi, bistra hči planin. Tako se začne verjetno najbolj znano delo našega poeta Simona Gregorčiča, ki opisuje prav tole reko Sočo. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci, v še eni reportaži Avtoportreta.si. Res, da je ta reka skozi zgodovino videla že marsikaj, od slabega do dobrega, priča je bila tudi veliko avtomobilističnim prireditvam in tako je tudi tokrat. Reli v tukajšnji okolici namreč nosi ime doline, po kateri se vije reka Soča, Reli Soča Valley. Leto že s 4. izvedbo. Pa se popeljimo po brzicah te dirke in poglejmo, kaj je prinesel predzadnji reli letošnje sezone. Slab mesec nazaj so ekipe zaključile 5. dirko državnega prvenstva v Novi Gorici. Reportažo z te dirke si seveda lahko ogledate na naši YouTube ali Facebook strani. Zmagal je član domačega društva AMD Gorica Rok Turk, s čimer si je predčasno zagotovil 7. naslov prvaka. Mitja Klemenčič se namreč lahko približa le na 18 točk. Zanimiv zgleda boj za 3. mesto v prvenstvu, v najboljšem položaju za osvojitev tega so Mark Škulj, Marko Grossi in Martin Čendak. Še bolj napeto je pri vrhu točkovanja divizij 2 in 1. Zmagovalec druge Jan Medved se je Škulju približal na 14 točk in pol, najboljše 4 v prvi pa pred dirko v Kobari določile 12 točk, vodilni je Luka Brus. Športno društvo RR Tmin je z organizacijo relija po Soški dolini začel leta 2021, trenutno je to druga najmlajša tovrstna preizkušnja na naših tleh, potem ko se je 2 leti kasneje pridružila dirka po dolini zelenega zlata. 59 posadk, ki so startale na reliju, je pričakalo 8 hitrostnih preizkušenj v dolžini 80 km. Potek le-teh je bil malo drugačen kot na ostalih relijih. Do prvega servisa so se zvrstile HP Sončna, HP Gora Roka in nato Sončna še enkrat, potem Gora Roka 2, Kolovrat in Breginjski kot do drugega postanka v servisu, za konec pa še enkrat Kolovrat in Breginjski kot. Cesta je bila mokra, zato so se ekipe za prvi krog odločile za gume z večjim profilom. Startna številka 1 je pripadla Roku Turku in Blanki Gacin. Tukaj je njun start na 6,3 km brzin Sončna. Kljub številnim šekanam je to zelo hitra preizkušnja. Hyundai i20 Rally 2 jo je s Turkom za volanom premagal s povprečno hitrostjo 115 km. 12 sekund sta zaostala Marko Grossi in Tara Berlot. V tej sezoni imata 2 odstopa, a se še vedno držita visoko na lestvici točkovanja. S 3. časom je bil najboljši v diviziji 2 Jan Medved. Sledila sta mu Mark Škulj in Mitja Glasenčnik. Martin Čendak je bil 4., že z malo večjim zaostankom, a treba je poudariti, da je bil to njegov prvi HP po nesreči v Novi Gorici. V 3. diviziji so startali 4 dirkači. Robert Kresnik in sovoznica Nives Cotič sta se na prvem brzincu najbolj izkazala. Že na naslednjem pa je na težave naletel njun glavni konkurent Vase Miklavčič, ki je izgubil kar 3 minute in pol, a ravno v tej najmanj številčni skupini državnega prvenstva je vse mogoče. S tem smo že vstopili na drugo hitrostno preizkušnjo Gora Roka, kjer si je Turk nabral že skoraj polminutno prednost. Omenimo dirkača, ki je postavil 3. čas, to je Italijan Massimiliano Cudis v Škodi Fabii Rally 2, ki je prvič vozil na slovenskem reliju. Znova divizija 2, Medved je bil še vedno v vodstvu, je pa Čendak prehitel tako Škulja kot Glasenčnika in začasno prevzel drugo mesto. Ustavimo se še pri najšibkejši diviziji 1, kjer je bila na prvih 2 brzincih razred zase posadka Jan Merolje Manuel Šavli. Vodila sta za 37 sekund pred Luko Brusom. Rok Turk je bil najhitrejši tudi na drugem prehodu Sončne, kljub temu, da je peljal brez zadnjega odbijača. Kaj je bil razlog za njegovo odsotnost? Imeli smo probleme, da smo imeli dopoldne probleme s katalizatorjem, ki se je razletel in nam je avto noter zagoril. Posledično so vozila brez odbijača. Izpostavimo še enega Italijana, ki se je pribil celo na 3. mesto na reliju. To je mladi 17-letni Giovanni Trentin, lanskoletni mladinski prvak v Latviji. Je pa boj za najnižjo stopničko izgledal izjemno napet med Trentinom, Klemenčičem in Medvedom. Odstopil pa je Mitja Glasenčnik, na Peugeotu 208 Rally 4 je zatajila sklopka. Težave so se pojavile že na drugi hitrostni preizkušnji. Sledil je prvi izmed 2 servisov. Pri Roku Turku so se takoj lotili popravila katalizatorja, medtem ko so pri ostalih predvsem razmišljali o izbiri gum za naslednje 3 hitrostne preizkušnje. Na drugem prehodu Gore Roka si je Jan Merolje v diviziji 1 nabral največjo prednost na dirki, 44 sekund. Ta pa se je do konca dirke na to samo še zniževala. Zelo dobro je na tem odseku ceste od Grahovega ob Bači do Pečin odpeljal Ivan Hržanjak s sovoznikom Rokom Govenzeljem. Zaostal je samo za Turkom in Grossijem. S hitro predstavo je posadka v Fiesti Rally 3 nadaljevala tudi na brzincu Kolovrat. Kljub 10-sekundni kazni, ki jo je dobila zaradi prepoznega vstopa v časovno kontrolo, je bila njuna pozicija po 5. hitrostni preizkušnji od 8. 4. mesto, le 3,4 sekunde za Klemenčičem in Ošlajem. V diviziji 2, kjer se merijo posadke v najmočnejših dirkalnikih danih na prednji par koles, je do tega trenutka Jan Medved dobil vse brzince,
Je pa Čendak, ki je bil dolgo časa drugi, tokrat po nekoliko večjem zaostanku, ponovno padel na 4. mesto. Na drugo mesto sta znova prišla Mark Škulj in Uroš Ocvirk, ki sta Happy Breginski kot odpeljala najhitreje in s tem končala niz najboljših časov Jana Medveda. Tretje sta bila Ambrož Kaus in Nejc Cencič. Predčasno sta relij zaključila Robert Anželak in Radovan Babič v diviziji 3. Na kolovratu sta doživela izlet z ceste, nato pa se je Clio dokončno vdal. Anželak je bil pred težavami drugi v tej konkurenci. Zanimivo je bilo tudi v prvi diviziji. S Cliom Rally 5 je 9,4 km HP najhitreje premagal Igor Žbogar. Bi pa skoraj prišlo do spremembe vodstva. Jan Mrevlje se je uspel izogniti nevarnosti. Na prvem prehodu te Breginski kot je bilo, če dirkači poznajo, ko pridemo iz gozda, ne jasi, je bila kar hitrost in na žlajfanju samo pobralo zadek in smo malček šli pogledati, kako se krave pasejo. Dolgo časa nismo nič rekli o vodilnemu. Rok Turk in Blanka Kacin sta 6 brzincev odpeljala najbolje, njuna prednost pred Grosjem je znašala minuto in 10 sekund. A ko se je posadka drugič pripeljala v servis, je tam tudi ostala. Turk je bil diskvalificiran zaradi prekrška, ki se je vlekel že vse od dopoldneva. Podbijač je prišel, bom rekel, kasneje v servis. Mi smo ga sicer namontirali, ko smo po v bistvu že šli iz izhoda iz servisa van brez njega, kar ni po pravilih. Dejstvo je, da so nas spustili van, se pravi, recimo, če bi bila to neka taka kršitev, bi jo mogli v bistvu nas iz servisa ne spustiti, tehnični komisarji. Oni so nas spustili, mi smo naknadno pol dali odbijač na avto, zaradi tega, ker pač mora biti ispravno, ker so nam tako rekli. Ampak ja, očitno je bilo to v neskladju s pravili in v bistvu moramo spoštevati odločitev, kakršna je bila. Prava redkost je izključitev dirkača z dirke, kaj šele vodilnega. Seveda za samo prvenstvo to ne pomeni ničesar, je pa s tem Marko Grossi prišel en velik korak bliže k osvojitvi prve letošnje zmage. Zato je bilo treba premagati še 2 brzinca. Na kolovratu drugič je bil pričakovano najhitrejši prav Grossi. Drugi je bil še en Italijan, ki ga bomo omenili v tej reportaži, Matteo Bearci v Škodi Fabii R5. Prav tako prvič na reliju v Sloveniji je na zadnji hitrostni preizkušnji Grossija premagal za 0,2 sekunde in postal še tretji dirkač na dirki zmago na HP-ju. Preden se ostavimo še pri boju za drugo in tretje mesto skupno, je čas za končne rezultate po divizijah, začenši s tretjo. Tukaj so relij Soča Valley končale 3 posadke. David Gostič je startal na svojem tretjem reliju, s sovoznikom Kevinom Rečnikom sta si z rumenim Cliom le privozila stopničke. Vasja Miklavčič in Martin Černigoj sta bila druga, brez težav pa je šlo za Roberta Kresnika in Nives Sotič. Zmagala sta za 4 minute in pol in prvič letos sprejela pokal zmagovalca. Seveda je v prvenstvu že vse odločeno, Miklavčič je s 3 zmagami in 3 drugimi mesti zanesljivo že potrdil naslov prvaka. Konkurenca divizije 1 je veliko bolj številčna in strnjena pri vrhu. Tretje mesto je pripadlo Domnu in Klari Slejko, ki sta na predzadnjem brzincu prehitela Jureta Jereba. Tokrat je bil zaostanek do drugouvrščene posadke vseeno malo večji, Luka Brus in Tadej Zaljuberšek sta bila 49 sekund pred njima. Zmago druge v sezoni pa je osvojila posadka Jan Mrevlje, Manuel Šavli v Hondi Civic. Zjutraj, ko so bile razmere malo bolj mokre in kaotične in blatne, smo pritisnili, izplačalo se je, tako da zjutraj smo se naredili že tisto razliko, ko smo jo zdaj popoldne samo še zadržali. Prednost 44 sekund se je do konca stopila na vsega 12 sekund. Relij je zaključilo 15 posadk. Še omemba Jugo pokala, kjer je Matej Albrecht za 22 sekund premagal Grego Žvoklja. Situacija je na lestvici točkovanja naravnost neverjetna. Četverica dirkačev se bo v Idriji borila za naslov, trenutno je v najboljši poziciji Luka Brus. Z 1 zmago in 2 drugima mestoma si je nabral 141 točk. Verjetno pa se mu bo odštel izid žalca, kjer je dobil 3 točke. Jan Mrevlje je drugi, kot že omenjeno, 2 zmagi, a tudi 2 ničli. Razlika znaša le 6 točk. Možnost za naslov imata tudi Jure Rep in Domen Slejko, oba za 1 zmago letos. Pri Janu, Juretu in Domnu ne bo prišlo do odštevanj, zato najboljše 4 dirkače efektivno loči manj kot 10 točk. V Idriji bo šlo na nož. V drugi diviziji je situacija, kot boste videli, zelo podobna. A najprej rezultati. Prve stopničke letos se je pripeljala posadka Ambrož Kaus, Nejc Cencič. Dobile sta celo eno hitrostno preizkušnjo, 7. Stari znanec stopničk, pa čeprav je sam zelo mlad, je Mark Škulj. Z drugim mestom se je s pomočjo sovoznika Uroša Ocvirka 19. uvrstil med najboljše 3.
Četrta zmaga kariere v diviziji 2 pa je pripadla Janu Medvedu in Izidoru Šavlju, ki nadaljujeta niz iz Nove Gorice. Obdržali so tisti ritem iz Nove Gorice, tle so se tudi počutila super. Vse je šlo po planu, ekipa naredila perfekten avto res in ne vem, ni lepše, kar zmaga skoro doma spet, no v bistvu. Hvala res ekipi, vsem družini, vsem navijačem, ki so bili tukaj oziroma ki so prišli to pogledati. Tukaj so rezultati, 9 posadk je prišlo do cilja. Martin Čendak je tokrat ostal brez stopničk, do tega ga je ločilo 21 sekund. V boju za naslov ostajajo trije. Mark Škulj je s konstantno vožnjo trenutno vodilni 181 točkami in pol, a bi se mu po pravilih trenutno odštelo 21 točk iz doline zelenega zlata. Tudi Janu Medvedu, ki je v prvenstvu drugi 173 točkami, se zaenkrat odšteje 17 točk z iste dirke. Tretji Martin Čendak ima 160 točk, bonus pa je že pokoristil. Kakšna bo taktika teh dirkačev v Idriji? Ja, zdaj več ni umika, zdaj je plan jasen. Gremo na zmago in bomo videli, kako se bo to izteklo. Mislim, da so odprta še vsa vrata za Jana in Martina, tako kot zame, tako da res bomo vsi trije napadali prvo mesto. Pedal to the metal. Še lestvica v grafični obliki, zaenkrat še brez odštetega najslabšega izida. V realnosti dirkače ločijo le 4 točke in pol. Kdor bo v Idriji zmagovalec, bo prvak sezone 2024. Po 6. hitrostni preizkušnji je vrstni red izgledal takole: Marko Grossi, Mitja Klemenčič, Ivan Hržanjak. Slednji je do cilja izgubil 2 poziciji, a 5. mesto je v Sloveniji njegov najboljši izid. Četrta je bila italijanska posadka Matteo Bearci Janira Chialina 3 sekunde pred Hržanjakom. Napet boj pa smo spremljali za drugo mesto. Aleš Zrinski in Rok Vidmar sta se zelo približala Miti Klemenčiču in Viliju Ošlaju, a zmanjkali sta le 2 sekundi, da bi Zrinskemu skupno uspel najboljši izid kariere. V bistvu mogoče v jutranjem krogu, da sva bila malenkost malo preveč zadržana na nekaterih mestih in je teh par sekund pač šlo. Zdaj na koncu sva šla v bistvu v čase vse tako, ko se zagreja, ne. Ampak ja, 2 sekundi je zmanjkalo, evo takole z laike, ne. Cel dan dirkamo, ne, pa smo na koncu sekundah narazen. Že na samem popisu dež pa to oblak mi ni bilo najbolj všeč. Nekaj sem tudi čuden, zraven že cel dan se ne počutim v redu, ampak na koncev tudi v igri je bilo državno prvenstvo, drugo mesto ga lahko potrdimo na tej dirki, tako da nismo hoteli preveč razkerati. Na cilju pa ni bilo dvoma o zmagi Marka Grossija in Tare Berlot v karieri druge skupno in četrte v konkurenci državnega prvenstva. Prednost je znašala 2 minuti in 2 sekundi. Moram čestitati Roku, bil je najhitrejši, daleč od tega. Kaj se je točno tam zgodilo, kdo je kriv, ne bom to komentiral. Ja, seveda, tudi jaz sem se boril, peljal, sicer nisem razkiral, da bi rekel na vso moč, pač imam že 2-0 od prejšnjih dirk, tako da definitivno sem si želel tudi jaz prijeti v cilj. Vedel sem, da sezona je praktično, teoretično zaključena, praktično mogoče še ne, ampak ja, na koncu zmaga, ni bila to zmaga v boju, ampak to je del dirk, začne in konča se reli na rampi. Tule je končni skupni izid, kjer sta se v najboljša deseterica med Slovence umešala 2 Italijana. Relija Soča Valley je zaključilo 48 posadk. Prvo in drugo mesto sta v točkovanju že oddana, Klemenčič je zdaj varen pred zasledovalci. Grossi kaže 3. mesto, kar je lep preobrat po slabšem začetku sezone. Tudi Škulj in Zrinski sta teoretično še lahko 3. Pa je v koncu prišel še 4. reli po Soški dolini. Na koncu je bil razplet malce drugačen od pričakovanega, popolna sezona Roka Turka zdaj ni več mogoča, bo pa lahko na zmago upal na reliju po Idriji, zadnja dirka državnega prvenstva, kjer bomo seveda tudi mi. 9. in 10. novembra bo to. Hvala, ker ste bili z nami v tej reportaži in se vidimo tudi v naslednji. Gremo naprej danes po delovnem lokalu.